Tudi z, tudi z moje strani pozdrav vsem v dvorani in vsem, ki ste se priključili po Zoomu ali ki boste kasneje sledili temu predavanju po YouTubu. Lepo pozdravljeni. Program letošnjega leta na Duhovni akademiji se nanaša na upanje. Vsi se zavedamo, da ga silno potrebujemo. In vsi drugi naslovi že vsebujejo v naslovu besedo upanje. Samo moj je pa takšen, ki je v naslovu nima, ker se posvečam molitvi. Vse človeštvo moli. In mislim, da ni treba posebej poudarjati, da je molitev še kako globoko povezana z upanjem. Sami čutimo, da kadar nas pretresajo preizkušnje ali nam preizkušnje hočejo vzeti upanje, nam preprečujejo upanje, da se takrat spontano zatečemo k Bogu in kličemo na pomoč presežno bitje. In tako se nam zopet v molitvi povrne upanje. Gotovo je vsak od nas že to izkusil in mnogi se tako izražajo v svojih stiskah, in če ne verujejo, pa jim nekdo od vernih reče, ja, Bog pomagaj, se potem ta človek recimo tako odzove, ja, tebi je laže, ker veruješ in lahko zaupaš, meni je pa težko. Torej, upanje in molitev sta dejansko res v najtesnejši medsebojni povezanosti. In temu bomo posvetili nocojšnje predavanje in pogovor, v kateremu boste potem povabljeni. Navajam najprej besede papeža Frančiška, ki se je tudi izrazil v tem smislu. Rekel je: molitev je nepogrešljiva voda, ki hrani upanje in daje rast zaupanju. Molitev nam daje čutiti, da smo ljubljeni, in nam omogoča, da ljubimo. Pomaga nam iti naprej v temnih trenutkih, ker prižiga Božjo luč. V cerkvi je molitev tista, ki nas vse podpira in nam pomaga premagati preizkušnje. Moliti pomeni zaupati Gospodu pot, naj on skrbi za njo. To je bil zdaj konec citata. Molitev je dejanje, pri katerem se človek obrača k Bogu kot presežnemu bitju, s prošnjami, zahvalami, slavljenjem in hvaljenjem. Ta drža izhaja iz človekovega občutja presežnega, iz prvinske intuicije, da je svet v svojem bistvu kot urejen kozmos razodetje Boga. Preko odgovora na to občutje človek vstopa v odnos z Bogom, in to je molitev. Molitev se človeka dotika celostno in ga tudi celostno oblikuje. Hkrati je kot religiozno dejanje stvar občestva, ki posameznike oblikuje v skupnost s podobnimi temeljnimi težnjami in držami. Človek v svojem odnosu z Bogom lahko preide več stopenj. Na začetni stopnji verovanja svojega še morda misli in sodi, da bo zgolj svojo pravičnostjo, ki jo lahko damo tudi v narekovaj, s svojimi dejanji in molitvenimi obrazci dosegel, kar si želi. Celo prepričuje Boga, naj ga usliši, se z njim prepira, pričakuje,
da bi Bog moral storiti tako, kot on moli in želi. Tudi v Svetem pismu srečamo take molitve. Job toži: kličem te na pomoč, a me ne uslišiš. Stojim pred teboj, a me samo gledaš. Prerok Habakuk ne more razumeti, da ga Bog ne usliši. Doklej, Gospod, bom klical na pomoč in ne boš poslušal. Vpil k tebi zaradi nasilja in ne boš pomagal. Tudi sodobne krščanske molitve so najpogosteje prosilne molitve. Prosimo, da bi nas Bog uslišal, pač v skladu s tem, kar mislimo, da je dobro za nas. Zdravje, blagoslov pri delu, uspeh. Pa pojdimo najprej nekoliko pobliže k krščanski molitvi, ki smo jo pravzaprav že zdaj tudi predstavili. Zgodovina odrešenja nam, nasprotju s tem prepričanjem človeka o uslišanju, nam kaže, pa tudi naše življenjske izkušnje nam pričajo, da Bog vedno ne ravna po naših željah. On ve, kaj v resnici potrebujemo. Jezus obljublja ne, da nam bo uslišal prošnje po zdravju in uspehu, ampak da bo nebeški Oče prosilcem dal Svetega Duha. Pravi Jezus: iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to, namreč blagostanje, zdravje in podobno, vse to vam bo navrženo. Jezus Kristus sam je pred najtežjo preizkušnjo svojega življenja molil: moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti. To je najvzvišenejši zgled odnosa z Bogom. Kristjan, ki moli po Jezusovem vzoru, ne izraža zgolj prošenj, naj Bog naredi po njegovih željah, temveč predvsem prosi, da bi bil sposoben sprejeti in uresničiti Božjo voljo v svojem življenju. Bog je človeku prisoten in odsoten hkrati. To je zakonitost vsakega odnosa. Ko nastopi temna noč, lahko kristjan ohranja vero zgolj z molitvijo, ko Boga nagovarja s ti. Vernik, ki se je znašel v odnosu zaveze z Bogom, bo zaupal, da Bog ve, kaj potrebuje. Smisel njegove molitve je vzdrževanje povezave z Očetom, ohranjanje in poglabljanje vere. Učinki take molitve so blagodejni vedno, zlasti v skrajnih okoliščinah. Za takšne gotovo veljajo vojna območja. Zato ljudje takrat še toliko bolj potrebujejo duhovno pomoč. Tudi člani mednarodnih misij, ki ohranjajo status quo oziroma zagotavljajo miren prehod v neko drugo obliko politične skupnosti, v dobro lokalnega prebivalstva, tudi ti potrebujejo duhovno pomoč. Te misije predpostavljajo daljšo odsotnost njihovih pripadnikov od doma. To pa vpliva na njihovo življenje in na življenje njihovih družin, ki se zato soočajo z različnimi izzivi. Velika pridobitev osamosvojitve Slovenije leta 1990 je tudi ta,
da lahko Slovenska vojska zagotavlja duhovno oskrbo članom misije in njihovim družinam, tako katoliško kot protestantsko. Pri tem ima molitev pomembno vlogo. Pripadnikom mednarodnih misij prinaša na osebni ravni večjo gotovost in notranji mir, ustvarja duhovno vez z domačimi, ki pomirja in vsaj nekoliko nadomešča odsotnost. Nadalje pa pomaga oblikovati članom misije zavest in vrednote, ki so potrebne za njihovo uspešno izvrševanje nalog. Naloge na mednarodni misiji zmeraj pomenijo določeno stopnjo tveganja in nevarnosti. Človek se takrat, ko začuti stisko ali nevarnost, zateče k presežnemu, v neki obliki molitve, ki mu prinese občutek varnosti in miru. Poleg prošenj za varstvo in varnost pri opravljanju nalog, pripadniki v molitvi, zlasti skupni, prosijo za vrline, kot so pogum, tovarištvo, medsebojno spoštovanje, pravičnost in podobno. Skupna molitev s tem predstavlja enega gradnikov medsebojne povezanosti, pripadnosti in tovarištva. In tako pomaga pri uspešnem, varnem in posledično lažjem izvajanju nalog. V krščansko cerkev spada kot ena od starodavnih cerkva pravoslavna cerkev. In se bomo nekoliko ustavili pri njej. V pravoslavju je molitev ključni del duhovnega življenja vernikov. Na spletni strani lahko najdemo pravoslavne molitve za najrazličnejše situacije človekove. Resnično zelo natančno za razne potrebe in okoliščine, v katerih se človek nahaja. Mi pa se bomo posebej ustavili oziroma osredotočili na koptsko cerkev. To pa zato, ker je njej pripadala 21-terica sezonskih delavcev, ki so jih 15. februarja 2015 na libijski obali obglavili pripadniki ISIS-a zaradi njihove krščanske verske pripadnosti. To so zdaj mučenci koptske cerkve. Vpogled v njihovo življenje je pokazal, da so bili tesno vpeti v bogoslužje, nekateri tudi kot liturgični pevci. To pomeni, da so več ur prepevali liturgične molitve v stari kopščini, grščini in arabščini. Čeprav niso razumeli vsega, kar so peli, jim je celoten obred prešel v meso in kri in jih oblikoval in pripravil na mučeništvo, ki so ga prostovoljno sprejeli. Namen obreda v koptski cerkvi je slavje skrivnosti, božje ponavzočevanje. V besednem bogoslužju poleg svetega pisma, kot pri nas, berejo oziroma pojejo tudi poglavja iz cerkvenih očetov, iz poročil o mučencih, to je tako imenovani martirologi, in iz življenja svetnikov. Medtem ko diakon poje ta besedila, duhovnik potihem moli svoje molitve. Nam bi se to zdelo nenavadno. Za koptsko verovanje pa to pomeni, da te molitve duhovnika predstavljajo nekakšno preprogo, podlago za berila. V berilih je zanje
prisoten Jezus, Sveti Duh in svetniki. In jih zato mora spremljati molitveno čaščenje. Knjige, iz katerih berejo berila, pokadijo s kadilom, ki predstavlja Kristusa. In so tako vsa berila ovita vanj. V njihovem prepričanju je kadilnica, iz katere izhaja kadilo, ta kadilnica je pa Sveta Božja Mati, ki je rodila Jezusa. Besede spremenjenja ves čas z vzkliki potrjevanja spremlja občestvo in enako molitve pred obhajilom. Takšno obredje je zrak, ki ga verniki dihajo in postaja njihova druga narava. Sicer pa, kot sem že omenila, pravoslavje pozna molitve za vse čase dneva in za vse priložnosti in za najrazličnejše osebe. V krščansko cerkev pripada tudi protestantska skupnost. In bomo pogledali, kako protestantske skupnosti gledajo na molitev. Tudi protestanti visoko cenijo molitev. Predstavlja jim enega najpomembnejših načinov, kako vzpostaviti stik z Bogom. Med ključnimi spremembami, ki so jih uvedli reformatorji, kot sta bila Martin Luther in Jean Calvin, je bila prenova molitvene prakse, ki je temeljila na novem teološkem razumevanju odrešenja. Temeljna teološka ideja je za protestantizem opravičenje po veri. O tem govori Pavel zlasti v pismu Rimljanom. Namreč, da človekovo odrešenje ne temelji na njegovih delih, ampak na veri, ki jo Bog podeli kot milost. Molitev je odraz te vere in način izražanja notranjega odnosa z Bogom. Je odziv vernika na Božjo pravičnost in milost, ne pa prošnja za pridobitev te milosti. Molitev je odgovor na Božje delovanje. Bog prvi pristopi k človeku, mu podeli dar vere in milosti, na kar človek odgovarja z molitvijo. Molitev je podreditev Božji volji. Verniki morajo skozi molitev iskati Božjo voljo in biti pripravljeni sprejeti njegovo odločitev, tudi če ni v skladu z njihovimi pričakovanji. Molitev oblikuje ne le odnos vernikov z Bogom, ampak tudi njihov družbeni in družinski vsakdan. Veliko vlogo pri duhovnem oblikovanju ljudstva so takoj od začetka protestantske reforme omogočili molitveniki, ker ravno v tem času je bil izumljen tisk. Do takrat, ko so besedila prepisovali na roko, so bila seveda ta prepisana besedila dragocena, draga in dostopna samo eliti in duhovščini. Z možnostjo tiska pa so lahko množično izdelovali molitvenike in tako so molitve postale dostopne širšim množicam v njihovem domačem okolju. Oblikovala se je nova dinamika osebne pobožnosti, kjer je lahko sodeloval vsak posameznik. Istočasno se je lahko tudi versko izobraževal in poglabljal vero, tudi na slovenskih tlih. Med leti 1550 in 1591 je bilo izdanih kar 56 knjig v slovenščini. V svoji cerkovni ordnungi Primož Trubar pravi, da moliti pomeni prositi in se zahvaljevati. In je torej molitev, združena z vero, največji izraz Božje službe.
Protestantska doktrina o splošnem duhovništvu je učila, da vsak krščeni vernik postane duhovnik, škof ali papež. S tem je omogočila večjo vlogo laikov v verskem življenju in postavila temelj za večjo enakopravnost žensk v cerkvenem in družinskem življenju. Čeprav je bila formalna vloga žensk v cerkvenih strukturah še vedno omejena, je doktrina o splošnem duhovništvu spodbudila razvoj tako imenovanih hišnih cerkva, kjer so družine skupaj molile, preučevale Sveto pismo in udejanjale svojo vero. V teh hišnih cerkvah so ženske pogosto imele osrednjo vlogo pri organizaciji molitvenih srečanj in verskih obredov. Začele so prevzemati pomembnejše vloge v cerkvenem življenju. Molitev ostaja tudi danes pomemben dejavnik pri oblikovanju enakopravnejših cerkvenih skupnosti. Ena od ključnih sodobnih pobud, ki jo udejanjajo ženske iz različnih cerkva po vsem svetu, je svetovni molitveni dan za mir. Ga pripravijo ženske vsako leto na prvi petek v mesecu marcu. Zdaj se pa samo umaknem. Poglejmo še molitev v islamu. Molitev je zelo čislana, tudi v islamskem verskem nauku in praksi. Z molitvijo se po prepričanju muslimanov človek povezuje z Bogom stvarnikom, živim in večnim, ter ostaja v trajni zvezi z njim. V islamu se človeško življenje začne z molitvijo, ki sledi poimenovanju otroka in se končuje z obredno molitvijo ob pogrebu. Molitev je sestavni del človekovega življenja in njegova stalnica v zdravju in bolezni, sreči in žalosti, ob uspehih in porazih. Z molitvijo se muslimanski vernik zahvaljuje Bogu, mu zaupa najintimnejše trenutke življenja in ga prosi zase ter za družino in celotno skupnost. V islamskem nauku prevladujejo 3 velike teme: Bog, svet in človek. Človek se pri pričevanju za vero, pri zahvaljevanju in iskanju Boga ne potaplja v meditacijo, v svojo notranjost, temveč deluje, se pogovarja in stoji pred Bogom stvarnikom, ki vse vidi, vse sliši in vse ve. Pogoj za vsako molitev je čistoča telesa, oblačil in prostora, v katerem se moli. Zato se pred molitvijo umivajo in pri tem izgovarjajo Božje ime. Če je vernik storil greh, pred molitvijo prizna svojo krivdo. Osebna molitev je najpogosteje prošnja, naj mu Bog odpusti storjeni greh. Besede Boga prosim za odpuščanje veljajo za enega bistvenih vidikov islama. Med Božjimi imeni so tudi vseodpuščajoči, tisti, ki usliši prošnje, tisti, ki sprejme kesanje, tisti, čigar oproščenje je neizmerno. Mohamed je prosil za odpuščanje
več kot 80-krat na dan. V osebni kakor skupinski obredni molitvi verniki poveličujejo in slavijo Boga. Ponavljajo Božja imena, ki jih je po njihovem nauku 99. Na temelju Korana izpovedujejo La ilaha illa Allah. To pomeni, razen Boga ni nobenega Boga. Obredna oziroma liturgična molitev je zanje vzvišenejša, celo od učenja in branja Korana. Poznajo pa tudi kontemplacijo ter duhovno premišljevanje in razmišljanje o Bogu. To je pot predanosti absolutni Božji stvarnosti. Pogoji za uslišanje molitve so po islamskem nauku to, da človek moli izključno in samo Allaha. Se izogiba vsemu prepovedanemu. Dalje iskrenost do Allaha, čistoča, obredno umivanje, obračanje v smeri Meke, sedenje na petah in globoko priklanjanje, dobra dela, dostojanstvo in ponos v veri, izražanje spoštovanja ljudem, umirjenost, prenašanje tegob, skesanost, prošnje Allahu naj se nas usmili, ogibanje preglasnemu govorenju in razgrajanju, priznavanje storjenega greha in kesanje. Molitev nevernika pa ni sprejeta. Koran pravi, prošnja nevernikov je zaman. Najvišja raven molitve je doseči spoznanje bistva resnice in približevanje duhovnemu kraljestvu, angelskemu svetu. Ko vernik doseže raven dobrohotnosti in popolnega udejanjanja vere. Ta stopnja verovanja je blizu stopnje angelov, kajti angeli nenehno molijo in prosijo za človeški rod. Obredna molitev ima v islamskem pravu in praksi status osebne obvezanosti. Molitev 5-krat na dan je obvezna za vsakega vernika in je osebne narave. Nihče ne more opraviti te molitve za drugega človeka. Izjema so samo ljudje v težkem zdravstvenem stanju, v nezavesti. Zanje je mogoče podeliti miloščino. Po praksi Mohameda je opravljanje molitve v skupnosti, v džamiji, vredno več od individualne molitve na domu. Po njihovem, torej tem nauku, velja, da je molitev v džamiji 25-krat več vredna kot pa zasebna. Posebej dragoceni kraji za molitev so svetišče v Meki, v Medini in Al-Aksa v Jeruzalemu. Ta Al-Aksa je dejansko katoliška cerkev, ki so jo muslimani spremenili v mošejo. Javna molitev v skupnosti in enakost vseh vernikov pri molitvi v džamiji napravita obredno molitev za najpomembnejši dejavnik medsebojnega povezovanja vernikov. Vsi verniki, moški in ženske, so si pri opravljanju molitve enaki, vendar so moški in ženske ločeni, da bi se mogli brez hrepenenja in poželenja laže in bolj predano posvetiti molitvi in se obračati na Boga. Molitev je boj, v katerem zmaga tisti, komur uspe obvladati svoje slabosti in ego, se vzdržati zlih dejanj ter postati iskren in pravičen. V tem je smisel molitve. Molitev z raznimi telesnimi gibi
naj si bo stanjem, priklanjanjem, spuščanjem na tla in sedenjem, izraža razna stanja človeškega duha, ponižnost in pokornost, ki jo človek izkazuje Bogu. Zdaj se bomo pa ustavili še pri bolj duhovni skupnosti znotraj islama, to je pa sufizem, islamski misticizem. Sufizem je v islamu utemeljeno duhovno življenje. Njegova osnova je ljubezen do Allaha in strah pred njim. Eden najpomembnejših predstavnikov islamskega misticizma je Mevlana Jalaluddin Rumi iz 13. stoletja, rodil se je v današnjem Afganistanu. Ni edini predstavnik tega sufizma, jih je še veliko število, ampak nekoliko bolj bomo predstavili njega, on je tudi najbolj prevajan in baje v Ameriki trenutno najbolj brana knjiga. No, saj vemo, kakšni so bili protesti proti Izraelu, kako so univerze oziroma študentje se oklenili islamskega vpliva in zato ni nenavadno, da je Rumi tako popularen. No, ta mistični prerok je sprejel ekstatični pristop k islamu, v katerem so posebej poudarjeni ljubezen, zavzetost, ekstaza, privlačnost in duhovni ples. Od njega izvira duhovna skupnost. Mevlana je dejal: molitev ima začetek in konec, toda duh molitve je večen. Molitev te pripravlja, da prenehaš biti ti in si ves prevzet od Boga. Posebno pomembno je poslušanje božanskega navdiha, ki prihaja k človeku, in njegov sprejem v srce. Temu služi poseben obred, ki ga sestavljajo hvalnica preroku Mohamedu, igranje na boben in flavto, ples derviša, ki skozi 4 molitve prehaja od spoznanja resnice in služenja Bogu k občudovanju Božje moči, pretvorbi hvaležnosti v ljubezen, izgubi v ljubljenem, do izpolnitve duhovnega potovanja in sprejema usode. Sledi recitiranje vrstice iz Korana, ki poveličuje Allahovo vseprisotnost in vsevednost. Potem se derviši, to so menihi, pripadniki te skupnosti, se umaknejo v svoje celice, kjer meditirajo v tišini. Ta obred je najznačilnejši vidik Mevlanove oziroma Rumijeve skupnosti. Islam pozna tudi obdobje stroge askeze in odpovedi skozi 40 dni. Ramadan, kaj ne, po Mojzesovem in za njim Mohamedovem vzoru. V tem času se duša očiščuje osebnih želja. Mohamed je dejal: kdor posveti 40 dni Bogu v iskrenosti, bodo z njegovega jezika tekli potoki modrosti. V sufizmu pa je 40 dni ločenosti podaljšanih na 1001 dan. V njih oseba, ki vstopi v to duhovno skupnost, opravlja različna dela služenja. Njegov ego se v tem zdrobi in oseba duhovno dozori, postane derviš. Omenjeni obred je bil vnesen v seznam UNESCO-ve nesnovne kulturne dediščine človeštva. Poglejmo še molitev v taoizmu. Taoizem je starodavna religija, ki se je razvila na Kitajskem pred več kot 4700 leti z namenom spoznati
kako lahko ljudje in narava sobivajo. Zato taoizem poudarja preučevanje zakonov narave. Želi zgraditi skupnost, v kateri se člani medsebojno spoštujejo. Posebno mesto imajo v taoizmu blagoslovi. Z njimi verniki prosijo božanstva, da bi odvrnila nesreče in jim podelila srečo. Prosijo za uničenje sovražnosti, rešitev iz grehov, za blagoslov in podaljšanje življenja. 25. dan 12. lunarnega meseca se spominjajo, da najvišje božanstvo preiskuje nebesa. Najvišji Bog oceni človeški svet, da nagradi kreposti in kaznuje prestopke. Vsaka hiša mu pripravi oltarček v dobrodošlico. V templjih molijo, izpovedujejo napake ter prosijo za odpuščanje in blagoslov. Slovesnim obredom ob polnoči pričakajo najvišjega Boga na njegovem vozu. Molijo tudi k zvezdnemu božanstvu, ki predstavlja 60 nebeških bogov. Tudi to božanstvo ima velik vpliv na srečo in nesrečo skozi vse leto. Kot vladarja nad bogastvom in imetjem, na 5. dan 1. lunarnega meseca častijo Boga bogastva z željo, da bi jim podelil bogastvo in uspeh. To je eden najbolj priljubljenih bogov. 9. dan 1. lunarnega meseca praznujejo rojstni dan najvišjega Boga z veliko slovesnostjo in molitvami za uspeh naslednjega leta. Taoistični blagoslovi imajo pomen, ki presega njihov konkretni namen. Pozivajo k čaščenju in spoštovanju božanstev, kar prinaša Božje varstvo, odvrnitev nesreč in blagoslovov. In blagoslov. Prosijo blagostanje v tem življenju, to je mir, zdravje, veselje in srečno življenje, kar je v taoizmu pomembno. Pozivajo k hvaležnosti do drugih. Taoizem daje velik poudarek na moralno vzgojo in krepostno življenje. V obredih ima hvaležnost do prednikov posebno vlogo. Razširja pa se na vso deželo in družbo ter oblikuje skladno skupnost med ljudmi, bogovi in pokojnimi. In končno, blagoslovi utrjujejo vero. Taoistični obredi poglabljajo povezanost z vsem duhovnim svetom. Verniki lahko dosežejo globoko duhovno povezanost s svojimi bogovi. Sprehod skozi nekaj svetovnih verstev je pokazal, da se verniki njihovih skupnosti globoko zavedajo, da najvišje bitje pozna njihovo življenje in potrebe in se lahko nanj obračajo v zaupanju, da jim bo, ker je vsemogočno in dobrohotno, pomagalo. Takšno verovanje človeka krepi v življenjskih preizkušnjah in mu daje upanje v njihov dober izid. To pa sprosti človekove potenciale in dejansko pripomore, da z Božjo pomočjo najde rešitev. Poleg molitev, s katerimi človek prosi Boga v svojih potrebah, pa ima celosten, blagodejni vpliv na človeka tudi molitev, kjer ničesar ne prosi, temveč se prepušča občudovanju, slavljenju, zahvaljevanju, kar širi njegovo srce in dviga duha. Številne študije so pokazale,
pozitivne spremembe, ki jih sproži molitev v človeških možganih. Prav spremeni jih, ozdravja, pa tudi učinek molitve in blagoslovov na materialnih stvarih, kot na primer na vodi. No, in ker smo govorili o molitvi, sem tudi zbrala nekaj citatov, spet iz raznih verstev, nekaj citatov o molitvi, pa nekaj molitev samih. Najprej neki, tako se pravi citat, od enega izmed sofističnih mislecev oziroma pripadnikov sufizma. Z imenom Ibn Arabi. On je takole rekel: moje srce lahko prevzame katerokoli obliko. Lahko je pašnik za gazele in samostan za menihe, svetišče za malike, romarjem Kabe, plošči Tore in zvitki Korana. Izpovedujem vero ljubezni, ne glede na pot, po kateri krenejo njene kamele. To je moja vera in moje zaupanje. Potem nikakor ne moremo, ko govorimo o molitvah, vsaj z eno molitvijo iz Svetega pisma. V Svetem pismu so molitve razporejene skozi celotno vsebino, zbrane so pa še posebej v psalterju. Pa bom psalm 66. O Bog, bodi nam milostljiv, pokaži nam svojo dobroto. Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji. Naj tvoje zveličanje osreči vse narode. O Bog, slavijo naj te ljudstva. Slavijo naj te vsa ljudstva. Veselijo in radujejo naj se narodi, ker jim vladaš in jih vodiš po pravici. O Bog, slavijo naj te ljudstva. Slavijo naj te vsa ljudstva. Zemlja je obrodila svoje sadove. Gospod naš Bog nas je blagoslavil. Bog je zares dober. Zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi. Torej ta psalm moli za blagoslov in srečo vseh narodov in za spoznanje Boga pri vseh narodih. Pa bom navedla, kaj je indijski guru Nejem Karoli Baba Maharaji rekel o Kristusu. Baje, ko so ga vprašali, ti, ki so prihajali k njemu po nasvete, so ga vprašali za nasvet, kako naj molijo, in enemu od njih je rekel: meditiraj kakor Kristus. In ta je res se umaknil v neko verjetno kakšno tako pač samoten kraj in je meditiral. Ampak drugi učenci pa so tudi želeli slišati kaj več od tega guruja o Kristusu in so ga prosili: povej nam, kako je meditiral Kristus. In ta se je takoj poglobil v meditacijo, zatisnil oči, v popolnem miru, v taki zbranosti, da ta, ki je to napisal, rekel, da še nikoli ga ni videl v taki zbranosti. In potem je iz njegovega zaprtega očesa pritekla solza. Potem pa je tako na pol odprl oči in je rekel o Kristusu to: izgubil se je v ljubezni. Bil je eno z vsemi bitji. Ljubil je vse,
tudi ljudi, ki so ga križali. Nikoli ni umrl. On je Atman. To je duša. Živi v srcih vseh. Izgubil se je v ljubezni. No, pa bomo se ozrli k enemu, zdaj pa človeku v tem pomenu, kot smo mi, ki se je tudi izgubil v ljubezni, k mistiku Janezu od Križa, tam iz 16. stoletja iz Španije, ki ga poznamo v zvezi s sveto Terezijo Avilsko, veliko mistikinjo, sta skupaj prenovila karmeličanski red, ki je še danes žarišče duhovnosti, kateremu se obračajo številni. Torej, ta sveti Janez od Križa je napisal pesem Živi plamen ljubezni. In nekaj kitic iz nje sem si prepisala, to sem pisala na roko. O živi plamen ljubezni, ki raniš neskončno nežno, mi duše najgloblje središče, ker nisi več neusmiljen. Dovrši že, če hočeš, v blaženem srečanju zastor pretrgaj poslednji. O sladko to žarenje, o blagodejna rana, o blaga roka, nežni ta dotik, ki večnega življenja daje predokus, ki dolg vsak poplačuje. Ko umoriš, se smrt v življenje spremeni. Kako ljubeč in mil se v prsih mi prebujaš, kjer naskrivaj in sam stanuješ. Tvoj čudovito sladki dih, dobrote, blaženosti poln, ljubezen nežno meni navdihuje. Potem poznamo uršulinsko pesnico mater Elizabeto Kremžar, ki je pisala čudovite izpovedi ljubezni do Jezusa v Evharistiji, v katerih je rotila srebrno luno, kraljico nočnega neba, naj hitro zaokroži svojo pot čez nebo, pa zvezde naj žarno svetijo, da bodo lahko hitro se umaknile zarji, ker ko bo zarja planila, pravi, ko zarja zjutraj vstane, pride Bog. Gotovo poznate njene pesmi, ker so bile uglasbene in jih prepevajo različni zbori. Uglasbili so jih veliki skladatelji, Satner, Tomc, no in se pojejo, torej kot med mašami, kot evharistične pesmi, v božičnem času, recimo Božična noč, kako si lepa, in tako naprej. Stoletja bodo preminila in se ogrnila, prešle bodo palače in hiše, ampak skrivnost božične noči bo večna. Ali pa pesmi Mariji, kot na primer Mati moja, venec pletem, venec rož za tvoj oltar. Torej to, ampak nisem pa njenih pesmi posebej si prepisala, pač pa od ene sedanje uršulinke, ki je napisala tudi tako v duhovnih vajah, oziroma prav v uvajanju v molitev.
V tišini so se ji porodile pesmi, ki jim je dala naslov Ljubezen našega Gospoda Jezusa Kristusa. Pač odlomki iz Jezusovega pasijona. Pa sem dve pesmi iz tega pasijona, oziroma ne, samo eno sem iz pasijona, pa še eno drugo. Torej, pod tem naslovom je, mislim, 6 ali 7 takih pesmi. Ena od njih je torej ta: Prerokuj. Pekoča rana, ostri trst, prerokuj. O, prerokuj, prerokuj, jagnje, mošnjiček mire, ki mi v nedrih počivaš. V tebi je moj mir, upanje sveta. Tvoja kri zame, name, jagnje, upanje sveta. Pekoča rana, škrlaten plašč zame. Potem pa še eno drugo tako izpoved, molitev z naslovom Večerja. Pridi, večerjaj z mano, miza je pogrnjena, medla sveča meče dolge sence. Pridi, razlomiva si trdi kruh, nagni in pi grenko vodo žalosti. Luč brli. Ni treba besed, ti vse veš. Jaz pa gledam nekam v daljavo. Nič ne de, če ne razumem vsega. Daj, vzemi vsaj košček, ničesar ne reci. Samo razdeli z menoj moje srce. Tako, s tem sem nekako končala to temo, ki sem jo dobila: Vse človeštvo moli.